Mi imamo v Sevnici 14-15 blokov, imamo skupno 24 objektov oziroma stanovanjskih objektov, kateri imajo višino nad 15-19 metrov, katere mi s svojimi lestvami navadnimi nismo več zmožni tudi upravljati intervencijo. Veliko je tehničnih nesreč, reševanja obolelih oseb iz blokov in včasih pride do problema tudi, da je zelo težko rešiti osebo na nosilih iz samih teh objektov. In seveda se bo razpoložljivo vozilo tudi za to. Poleg tega je vozilo namensko tudi ima vodo. Vodo, višina, nivo, maksimalna višina dela je 31 metrov višina in pa dela tudi pod nivojem minus 15 metrov. Tako da rešujemo lahko tudi ob Savi, za Savo, za železnico. Imamo 22 km reke Save, isto železnice nekje v težko dostopnih terenih. In bo vozilo primerno tudi za te vrste intervencij, ne samo za samo gašenje in pa reševanje v višjih nadstropjih. Kako ste prej reševali take zadeve z lestvijo, ko takega vozila niste imeli doslej? Mi imamo sedaj, občina, podpisano tudi pogodbo oziroma sporazum z poklicno gasilsko enoto v Krškem, da v primeru, da rabimo tako vozilo, pride tudi pomagati iz Krškega v Sevnico. Glede na to, da je pa seveda odzivni čas oziroma potovalni čas daljši, mi velikokrat sami rabimo takoj, da se aktivira to vozilo, smo se odločili tudi zaradi tega, da gremo v to nabavo in da imamo tehniko, ki je seveda najbolj sodobna in da nudimo ljudem pravočasno pomoč na samem kraju, ko je to potrebno. Kdaj boste do tega vozila prišli po najboljšem scenariju? Po najboljšem scenariju vozilo bi bil v drugi polovici leta 2023 v Sevnici.